Drage moje punce, živo in dobrodošli na kanalu Evina lepotilnica. Danes zjutraj sem vstala in rekla, danes pa se želim igrati z make-upom. Želim bleščice, želim glamour, skratka želim, da se vse svet. Tako da sem kar takoj prižgala kamero, ker pač veste, najboljša družba. In ustvarila tale božično-novoletni make-up look, ki je po mojem mnenju primeren tako za 15-letnice kot za 30-letnice in ima tis wow pridih. Ta veš, tis, ko včasih pogledaš eno žensko in rečeš, wow, ta pa res dobro izgleda. Ne vem čisto točno, kaj je njena skrivnost, ampak nekaj na njej je, da jo dvakrat pogledaš. Tako da, evo, če te zanima, kako ga to stvaraš, pa glej naprej. Evina lepotilnica. Merry Christmas! Novoletno božični make-up look moramo seveda začeti z primerjem, ker bomo dolg časa po koncu, ker mora make-up enostavno zdržati na obrazu, kar se da dolg časa, oziroma dokler ne gremo spat. In zato danes uporabljam tale primer od znamke Smash Photofini Super Light Smooth and Blur. Počakaš par minut, da se primer res tako usede v kožo, potem pa nadaljujeva z pudrom. Jaz bom mešala dva različna odtenka od znamke Deborah. Tole gre v bistvu za puder in concealer, korektor, dva v enem. Jaz mešam odtenek 1 in odtenek 2, da dobim v bistvu popolno kombinacijo oziroma popoln odtenek za moj ton obraza, s tem, da več poudarka dam oziroma večjo količino pudra nanesem dvojko. Evo, to je bila dvojka, zdaj pa nanesem še enko. V bistvu to nanesem tukaj že kar pod učke, tako da načeloma potem ne bi rabila več korektorja, jaz ga bom vse nanesla, ampak evo, lahko v bistvu na ta način prišparaš in na obraz naneseš en produkt. Evo, potem ga pa samo še takole utapkam po ostalem obrazu in zabrišem s čopičem. Kot sem rekla, vseeno uporabljam korektor, tale je od znamke Essence Camouflage Concealer v številki 10, ker bom potem kasneje uporabila tudi tisto metodo Contour and Highlight. Tako da, evo, prvi korak je, da ta predel pod učkami še dodatno osvetlimo. S tem kremastim stikom od znamke Kiko številka 201 pa bom zasenčila obraz. Evo, začnem tukajle malenkost nad ušeskom in potegnem črto do, recimo, mora se končati pred začetkom učka. Evo, lahko jo še malenkost podaljšamo, čez pa ne iti. In seveda ne smemo pozabiti isto narediti na tej drugi strani. Jaz zelo rada zasenčam tudi svoje čelo, ker je malenkost više. Tako da, evo, naredim en tak polkrog, bomo to potem vse zablendale. In tudi optično rada stanjšam svoj nos, tako da naredim še dve taki tanki črtici na levi in desni strani nosu. Zdaj imam še korektor in zraven ti dveh črtic grem takole čez še s korektorjem. Vzemam Beauty Blender in kar jaz delam je, da takole tapkam špičko po teh črtah. Ali si lahko pomagaš tudi s prsti, ampak v večini Beauty Blender naredi vse. Naslednji korak je tale bel prah, oziroma točno ime je Magic Hadi Finishing Powder, gobico, in zdaj sem si stresla tale bel puderček že tukaj na pokrov, pomočam to gobico v ta puder in zdaj bom, evo, takole še rahlo ga nanesem tukaj pod ta predel, kjer smo konturirale, ker na ta način bojo vse te linije veliko bolj čiste. Ta puder zdaj obrišem s čopičem dol, čisto takole nežno, ne biti spet preveč groba, bod nežna do sebe vedno. Tako, in zdaj še tle čisto takole narahlo. Pomagaj si s koščki selotejpa, ker na ta način boš dobila ful lepšo tole končno linijo učka. Tako da enostavno samo odrežeš selotejp in ga nalepaš takole v kotiček učka. In evo, zdaj prvi korak, kar se tiče učk, mislim, to je bil prvi, ta je drugi, je, da bova nanesle eye primer oziroma podlago za nanos pred senčkami. Danes se bom igrala s tole paletko od znamke Makeup Revolution.
Naslednja paletka, katero vzamem, je od znamke Love, The Rose se imenuje, in vzamem tole zadnjo tako vijolično z rahlimi bleščicami senčko, imenuje se Brave. Vzamem korektor od znamke Max Factor, ga nanesem na center veke. Zdaj pa vzamem nov čopič in tele, o moj bog, kako so lepe bleščice, v zlati barvi, ker seveda decembra je vse v znamenju zlate in rdeče. In takole dam na center veke, oziroma tam, kjer smo prej nanesle ta korektor. V kotiček veke bom nanesla tole perlasto senčko, v bistvu gre za Baked Highlighter, ampak glede na to, da jo lahko uporabimo tudi za senčko, jo bom jaz uporabila torej kot senčilo. Vse skupaj še malo zabrišem. In vzamem eyeliner v gelu znamke L'Oreal. Novoletnega looka itak ni brez umetnih trepalnic, tako da nanesem tele moje najljubše od znamke Red Cherry. Tako, in v kotiček veke pa zdajle nanesem tole enojno senčko znamke Makeup Revolution Baked Highlighter. Ostanek veke pa bom ukvirila spodnje veke s tole nude rjavo senčko, to smo tudi nanesle prej v pregib gube, tako da zdaj gremo z njo še po spodnji veki. Gremo na ustnice, zdaj razmišljam, kakšno bi dala. Glede na to, da imam zlato vijolične očke, je kar precej že dogajanje na očeh in me skrbi, da bi z rdečo šminko izpadal malo preveč cenen, oziroma da bi bilo vsega preveč. Tako da se mi zdi, da bi še najbolj pasala kakšna taka nude rjavkasta šminka. Bomo probale, pa bom na koncu videla, oziroma se odločila, a sem zadovoljna. Tako da najprej ukviram usta z svinčnikom. Zanimivo, kako ima ta svinčnik vseb zlat in vijoličen ton. Ne vem, če se to vidi na kameri, ampak tazga svinčnika pa še nisem imela. Ok, grem zdajle čez z takim rjavim nude lip glossom. Zdaj pa me zanima, kaj se bo zgodilo, a bo pasal, če ustnicam dodam še tale lip gloss, ki je v bistvu v kompletu s tem svinčnikom, ki smo ga prej nanesli. Tako da, evo, ga ne bom razmazala po celotni dolžini, ampak bolj na centru ustnic. Glede na to, da je veseli december, da je vse v znamenju bleščic in elegance, si skoraj ne predstavljam tega looka brez highlighterja, tako da uporabljam tole paletko od znamke Essence, imenuje se Go for the Glow in tale prvi highlighter v takem zlatem odtenku. Zdaj pa je čas, da jaz tole svojo božičkovo kapo snamem in da naredim še nekaj z lasmi. Jaz si najbolj predstavljam na silvestrovo ali pa božično noč, večer, kakorkoli, nositi kodre, ker so najbolj taki elegantnimi, tako da jih bomo skodrale s pomočjo kodralnika, če katero zanima, moje od znamke Remington. In vzamem približno, evo, takole tak sloj las, ga navijam okrog kodralnika, pustim nekje 10 sekund, odmotam in to je vsa umetnost. In evo, to je to, končen izgled, v bistvu čist preprost, ampak vseeno ekstra glamurozen, bleščeč, zlat vijoličen make-up look. Če bi mi še pred pol leta rekel, da bom popestrila oziroma nosila nude šminko, bi rekla, jaz, ne. Jaz sem sam za roza šminke, pa kako se časi spreminjajo. Dobro se počutam ob tem, oziroma ko jo nosim, in to je tudi bistveno. Karkoli nosiš, ali na očkih od make-upa, ali na ustih od make-upa, ali nasploh od outfita, kako se počutiš. In če se boš dobro počutila, boš posledično tudi samozavestna in izžarevala eno tako posebno energijo. Tako da, zapiš mi vseeno v komentar, če imaš že kakšne ideje, zelo rada gledam oziroma pač vidim, kaj boste vi nosile, ali od make-upa, ali od outfita. Mogoče, če te je ta make-up toliko navdušil, da bi ga nosila, bom ful vesela vaših komentarjev. Jaz ful stiskam pesti, da mi uspe naložiti še zadnji video v tem letu. Če pa ga slučajno mi ne bo uspel, pa ti pa že zdaj zaželim vse najlepše v prihajajočem letu 2019. Rada vas imam in čudovit preostanek decembra. Čau!